Požrtvovalnost, pogum in neomajna odločnost. Pred 35 leti se je na Medvedjeku pri Trebnjem odvil eden ključnih spopadov osamosvojitvene vojne. Ob obletnici je predsednica republike Nataša Pirc Musar poudarila, da je Medvedjek simbol slovenske samostojnosti, hkrati pa opomin na nesmiselnost nasilja in vojn. Zato moramo varovati vrednote dialoga, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, ki so temelj mirne in demokratične družbe. Denis Malačič. Spomini na dogodke izpred 35 let med številnimi ostajajo še kako živi. Vsak pripadnik teritorialne obrambe nosi svojo zgodbo in spomin na enega ključnih trenutkov slovenske osamosvojitve. Zgodb je veliko. Važno je, da smo takrat obranili čim manj žrtvami, sicer je tukaj res bilo na enem prostoru največ smrtnih žrtev. V vsakem primeru pa je to en zmaga za tisti čas, oziroma tudi za danes, zmaga Slovenije ali pa slovenskega naroda. Ker smo bili enotni, ker smo stopili skupaj, smo ubranili suverenost in samostojnost Slovenije in ob takšnih kritičnih trenutkih Slovenija vedno zna in zmore pokazati, da želimo to našo državo imeti samostojno in suvereno. Predsednica je žrtvam osamosvojitvene vojne izrekla spoštljiv poklon, njihovim svojcem pa hvaležnost in sočutje. To je tako velik dar, blagoslov, da imamo mi svojo domovino, da imamo lahko svoje narodne noše, svojo zastavo, svoj jezik. Tisti, ki godrnja in gode čez Slovenijo, ne gre tam čez Atlantik, pa bo kaj spoznal, kako čudovita dežela je Slovenija. Ob robu dogodka se je predsednica republike dotaknila še zapleta glede osrednje proslave ob dnevu državnosti, na kateri bosta tokrat prvič dva osrednja govornika. To ni proslava Nataše Pirc Musar ali Janeza Janše. To je proslava Slovenije, Slovencev, Slovenk, državljanov in državljank. Ter, da gre za 35-letnico samostojnosti naše skupne države, ki presega politične in ideološke delitve.